Lep pozdrav, tu Blaž. Danes pa bom govoril na temo sanjske samorefleksije. In sicer, kaj mislim s tem, ko rečem sanjska samorefleksija? S tem mislim v bistvu na sanje, zato ker si z opazovanjem lastnih sanj in pa čustev in občutkov, ki smo jih doživljali v sanjah, lahko zelo učinkovito pomagamo ozavestiti in odpraviti določene vzorce podzavestne, ki jih bi drugače skozi dan težko opazili. Namreč, kaj se zgodi med sanjanjem je to, da dejansko lahko pridejo v sanjah na dan potlačeni podzavestni vzorci in čustvene reakcije, ki se dalj časa nabirajo v naši podzavesti. Tako da potem lahko zjutraj, ko se vstanemo, dejansko se spomnimo, kaj se nam je sanjalo ponoči. In pri tem ni tako pomembno, kaj točno se je dogajalo v sanjah, ker ponavadi so itak sanje zelo tako čudne, ali pa se niti ne spomnimo vseh podrobnosti, ampak je bolj pomembno, da se spomnimo, kakšna čustva smo doživljali ob tem, ko se nam je pač nekaj sanjalo. In potem si ta čustva identificiramo, si jih zapišemo, jih moramo ubesediti, da vemo točno, kaj smo bili. Smo bili jezni, žalostni, razočarani, nas je bilo strah. In potem, ko si to zapišemo, še ugotovimo, česa dejansko nas je bilo strah ali pa zakaj smo pač doživljali neko čustvo. In potem dejansko lahko napišemo samo odpuščanja, s katerimi odpravimo te vzorce. Tako da predlagam, da ste pozorni na to in da začnete uporabljati svoje sanje kot orodje za to, da odpravite svoje določene podzavestne vzorce, ki jih bi drugače težko opazili. Ok, to je za danes to, hvala in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!